Ko je 15. maja 1991 država Slovenija začela z urjenjem svojih prvih nabornikov, je bila njena vojaška suverenost dokončno opredeljena. Od takrat je bilo v Slovenski vojski na urjenju za vojaško obrambo domovine več tisoč ljudi, nekdaj nabornikov, potem poklicnih vojakov in zdaj tudi pogodbenih rezervistov ter prostovoljcev in prostovoljk na služenju vojaškega roka. Tako počasi stopajo v središče naše vojaške tradicije vse bolj mladi ljudje. Mladi ljudje so tudi med tistimi državljani, ki v javnomnenjskih raziskavah najbolj zaupajo Slovenski vojski. In mladi so tudi naši najpogostejši obiskovalci dnevov odprtih vrat. Trdim, da so ti mladi ljudje ambasadorji slovenskega domoljubja, ambasadorji spoštovanja do domovine, narave in soljudi. Neštetokrat so to pokazali. V domovini, ob naravnih nesrečah in v tujini na misijah. Povsod znajo svojo preudarnost in razum uporabiti za vse, za mir ter varnost prikrajšane ljudi sveta. Želimo si, da bi lahko veliko ljudi naše domovine videlo, kako živijo in delajo naši vojaki, da bi razumeli, kako zelo se je preoblikovala naša vojska, kako usposobljena je in kako opremljena in kako ponosni smo lahko nanjo. Veliko teh dosežkov je bilo možnih samo zato, ker smo imeli tudi podporo v vseh naših vojaških družinah. In naj danes ob tej priložnosti izrečem zahvalo tudi vsem članom naših družin in seveda upam na njihovo podporo tudi v prihodnje. Dragi pripadniki in pripadnice Slovenske vojske, ob dnevu Slovenske vojske vam želim, naj bo na prvem mestu v vaših srcih pripravljenost pomagati svoji domovini v vseh oblikah nevarnosti z vsem znanjem, izkušnjami in pogumom. Naj vas sreča in razum vodita na vseh vaših poteh skozi izzive varnosti sodobnega sveta. Dragi prijatelji Slovenske vojske, spoštovane gospe in gospodje, vam pa želim, da bi razumeli, koliko znanja in prizadevanj naših prednikov in naših soborcev je bilo potrebnih za to, da smo zgradili Slovensko vojsko. Želim, da v naših vojakih prepoznate 3 temeljne bojevniške vrednote iz slovenske vojaške tradicije: samozavest, solidarnost in strpnost. Vse 3 potrebujejo, ko se sicer dobro pripravljeni srečujejo z drugačnostmi ljudi in sveta na mednarodnih operacijah in misijah. Potrebujejo pa tudi vašo podporo in zaupanje v svoje delo doma. Srečno Slovenska vojska, srečno Slovenija!